Sravno. Prvotno je bil mišljen ta video za predstavitev te tipkovnice. To je KBL 486L, to je mehanska tipkovnica TKL oblike. Kaj pomeni TKL? 10 key less, oziroma 10 tipk manj. Nič posebnega, rdeča, rumena, zelena, modra, vijolična, ampak potem ideja, odkot sploh postavite tipkovnice. Dajmo reči nekaj na to temo. Kuverti ali kuverc, to sta najbolj znani postavitvi tipkovnice v današnjih modernih tipkovnicah. Odkot ta oznaka izhaja? Izhaja iz prvih 6 črk zgornje vrstice Q, W, E, R, T, Z oziroma Y. Še obstaja kakšne druge tipkovnice? Ja, naprimer dvorak, ampak rajši nemo o tem. Tako kuverti, dvorak in druge, kakorkoli že tipkovnice, so bile narejene z namenom lažjega tipkanja na tipkarske stroje. Ker pa se je kuverti naučilo veliko ljudi in kaj se Janezek nauči, to Janezek zna, se je do danes ohranila ta tipkovnica brez nekega posebnega namena. Prenaša se iz roda v rod kot narodna pesem. Slovenci imamo postavitev kuvert Z, ne Y. Zakaj? Zato, ker mi, pa Nemci, ki so imeli prvo kuvert Z, imamo pač raje Z kot Y črko, zato smo jo preprosto zamenjali zaradi lažje uporabe. Zraven črk in številk so se danes iz pisalnega stroja ohranili še preslednica in vračalka, oziroma space in backspace. Ta sta pomaknila papir malo bolj v desno ali pa malo bolj v levo, dobesedno. Space ali backspace. Shift ali dvigalka je običajno na pisalnem stroju dobesedno dvignila boben, kar pomeni, da je tisto kladivce, ko je vdarjalo te črke in številke, vdarilo z višjim delom, kjer je bil običajno velika črka ali kak drugi simbol, kot danes na tipkovnici. Caps lock ali velike črke izhaja iz tipke na pisalnem stroju imenovane Shift lock. Kaj to pomeni? Ko si ti pritisnil Shift in lock, se je boben dvignil in ohranil to pozicijo, lahko si spustil obe oziroma eno tipko, dokler nisi naslednjič pritisnil Shift in takrat je boben padel dol. Mogoče ena manj poznanih tipk je Tab, še vedno jo uporabljamo. Tab ali tabulator, kaj to sploh dela? V moderni časi to premakne mesto naprej, na katero pač je prednastavljeno, in isto je delo pisalni stroj. Dobesedno so bili taki tabi noter, ki so določali, do kam se bo celi boben premaknil. Ko si kliknil Tab tipko, se je premaknil do naslednje pozicije in potem spet Tab do naslednje pozicije. Vse ostale tipke so že bolj ali manj del računalniške tipkovnice. Naprimer Control oziroma krmilna tipka je bila na začetku dodatna tipka za dodatne komande oziroma kombinacije raznih krmilnih funkcij. Potem je tukaj Alt tipka, ki je omogočila še en nivo dodatnih kombinacij, od tu tudi najbolj znani Three Finger Salute oziroma Control Alt Delete. Ti je znano, ne? Alt-GR oziroma angleško Alternative Graphics, dodatni grafični znaki. Danes imamo Alt-GR Aftna in mogoče že kakšni drugi znaki, včasih so pa bili še to dodatne neke črtice in koti in ne vem kaj. Vse, kar se lahko dela dobesedno v ukazni vrstici oziroma tekstovnem urejevalniku. Seveda ne moramo izpustiti Mac tipkovnic, ki imajo seveda tipke Command pa Option, ki v bistvu služita kot Alt ali Alt-GR na normalnih PC tipkovnicah. Escape oziroma ubežnica od začetka že omogočala ustavitev programa oziroma izhod iz nekega programa, danes pauza v igrah, naprimer. Potem so tukaj F1 do F12 funkcijske tipke, ki v vsakem programu že od začetka omogočajo pač določene druge funkcije, ki so naprej napisane. Potem je tukaj tipka Print Screen System Request, z črtico vmes. Print Screen mogoče danes poznamo kot kopiraj zaslon in ga prilepi naprimer v slikara in ga pošlji učitelju na faksu. Včasih je to dobesedno naredilo print screen, to pomeni. Vse, kar je bilo na ekranu, je poslalo preko print porta direktno v printer. System request se danes bolj ali manj ne uporablja več, se pa je včasih uporabljal za neke zadeve za računalničarje. Potem je še tu ena famozna tipka, scroll lock. Imamo jo vsi, pa noben ne ve, zakaj je. Je pa služil zaklepanju pred scrollanjem. Kaj to pomeni?
Včasih je bila taka miška, ki si jo premikal z smernimi tipkami, gor, dol, levo, desno. In namesto, da bi ti hotel z miško premikati, si lahko premikal celo stran gor, dol, dobesedno scrollal. Danes lahko to uporabimo bolj ali manj še samo v Excel datotekah, kjer se namesto, da bi se celico po celico premikalo, se lahko odkljuka scroll lock in se cele strani grejo gor pa dol. Imamo tipko pauza, break. Gremo dalje. Tipka insert. Ta nam dela preglavice. Loči med dvema načinoma delovanja. Če tipkaš neko besedilo, pa je zatem že napisano besedilo, bo en način potiskal besedilo naprej oziroma novo vrstico, drugi način bo pa dobesedno pretipkal oziroma izbrisal naslednje besedilo in novega, ki ga opisuješ, na isto mesto dal. Home je domov oziroma na vrh. Lahko probaš, greš na spletno stran, klikni home, pošlo gor. Pogrešno. End je nasprotje domov. Konec. Page up, page down. Lahko probaš v brskalniku, gre gor ali pa dol po strani. Tipka delete pa vsi vemo, kaj naredi. Imamo še numlock tipko, ki dobesedno samo zaklene ali odklene številčico na desni strani tipkovnice. Razen, če imamo TKL tipkovnice oziroma 10 key less, 10 tipk manj, ki v bistvu nimajo celega dela številčnice. Ta sicer ni prava, ker ima v bistvu številke tu, pa jih lahko z numlockom, ki je na backspaceu, vklaplaš ali izklaplaš. Lahko uporabljaš delete, pa ostale tipke lahko pa številčnico, izmenjujoče. Potem pa imamo 75% tipkovnice. Kaj so 75%? To pomeni, da še cel ta del se stisne in se da v ta čisti rob. To pomeni, da imaš še manjšo tipkovnico. Vse tipke se še načeloma ohranijo, samo dosti ožja je tipkovnica. Potem imamo 65% tipkovnice, ki v bistvu celi zgornji del oziroma te F1 do F12 tipke odstranijo, ker jih ne rabiš. Zato si to kupil, ker jih ne rabiš. Potem imaš 45% tipkovnico, ki ne samo odstranijo številčnico, celi ta del, vse funkcijske tipke, cele številke, ostanejo ti samo črke. To je dobesedno samo za gamerje, ki uporabljajo. Tako pa smo prišli do konca. Lahko ti napišeš, kako tipkovnico ti uporabljaš, mogoče uporabljaš 15%. Napiši. Klasične zadeve, lajkaj, subscribaj, shareaj, komentiraj, če ti je bil video všeč, če ti ni bil, napiši kaj, no daj napiši, ker pa mej se fajn.